Torej, lepo pozdravljeni v imenu založbe Vige Vage knjige in knjigarne Azil na predstavitvi stripa oziroma, kako so rekli, stripa romana avtorja Luza z naslovom Katarza. Z mano pa sta Ervin Hladnik-Milharčič, Alenka Zupančič, sem Luka Omladič. Mogoče, da vemo, o čem govorimo, ne? Strip Katarza je napisal Luz, ki je med drugim znan po tem, da je avtor te prve naslovnice Charlie Hebdoja, ki je šla po naslovnice Je suis Charlie, ki je šla po napadu na Charlie Hebdo januarja lansko leto. Luz je po spletu srečnih naključij, ki so tudi opisane v njegovem stripu, preživel oziroma ni bil prisoten neposredno takrat v času pokola. Knjiga pa je nekako njegova refleksija tega, kar se je potem z njim in z njegovim z Charlie Hebdojem dogajalo v naslednjih mesecih. Tako da mogoče bi začeli z enim takim kratkim vtisom o samem delu, preden začnemo bolj debatirati posamezne točke. Dobar večer. Zdaj, pri tej reči je, kar je meni zares simpatično pri tem, da nisem vedel, ne jočem ali ne se smejem, ne, in sem potem nekaj hkrati oboje. Zato, ker to ni grafični roman, ni strip, ampak je dnevnik človeka, ki je imel srečo v življenju. 6. januarja zvečer je praznoval rojstni dan in naslednji dan je imel pa rojstni dan. Ampak ker je zvečer praznoval, je potem zaspal en pomemben sestanek na Charlie Hebdoju in ko je prišel na uredništvo, so bili njegovi sodelavci, mrtvi so ležali po tleh in je potem se poskušal soočiti s tem in razumeti, kaj se je zgodilo njemu, kaj se je zgodilo svetu, kaj se dogaja okrog njega in kaj se dogaja v njem. In je to naredil kot eden najbolj fantastičnih risarjev našega časa in s pristopom, ki je neverjeten. Charlie Hebdo je imel en moto, zmerjali so jih, da so bete mešon, da so neumni in podobni, ali krvoločni. In so oni to vzeli nase, ja, mi smo to. Ne? In zdaj biti neumen in krvoločen do sveta, če se greš politično satiro, je super. Ne? Ampak kar je Luzje, mislim, da mu je ime naredil, je to, da je to isto obrnil nase in je neumen in hudoben do samega sebe, ki se sooča z eno popolnoma nerazumljivo rečjo, ki se mu je zgodila v življenju. In tukaj noter potem posamečnih prizorih s to najbolj tradicionalno metodo, da zvedeš en zelo kompliciran sistem idej na 3 grafične elemente, tako postopoma secira svoj odnos do tega, kar se je zgodilo, do sebe, do svoje partnerice, do političnega sveta. In mislim, da na koncu prije do sklepa, da bo pustil službo in šel nekaj drugega delati. Ja, jaz bi mogoče dodala še to, ker ne vem, je Ervin samo cenzuro namerno izvedel, ali ne, ampak mislim, stvar je še bolj groteskno kruta, ker ta praznovanje rojstnega dneva, čeprav razumem in iz knjige in iz konteksta, je bil razlog, zakaj je zamudil, je, da je imel to, čemur se zdaj ponovim reče, petelini zajtrk v slovenščini, če se ne motim, skratka, pač gre za direktno, tako je pač nekaj, pač je imel zjutraj seks z ženo in je zato zamudil tja in mislim, ta seks je direktno preslikal v pač pokol, ki ga je odkril pač prvi, no, in mislim, da tista eros in thanatos, tista prvi začetek je dost... Seks z ženo.
To je konc. Ne, pa tudi začetek. No. Jaz se tako razumem, lahko pa da Ti si sam to bral. skladu s svojim zlatom vidim več, no. Vidim si. Jaz sem bral samo tiste politične. Skratka, je dejansko neko izhodišče, no, ki je dosti jasno namignjeno, da je stvar, mislim, da se dejansko v neko brutalnost obrnilo. In ja, tako kot praviš, sam roman, risoroman, kako se mu reče, je seveda osebna katarza, hkrati pa absolutno mislim, da res z risbo, pa tudi konec koncev z nekimi refleksijami pribije raven neke osebno jamraške, ne vem, pač na nek način je lahko problem tovrstnega žanra, da kar nekaj postavi v ospredje avtorja, ki pač nastopa kot tisti, ki zdaj najbolj trpi pri vsem skupaj, ki je najbolj prizadet, ki pač mora nekako premagati to depresijo. Način, kako tukaj naredi to luč, je dejansko izjemno luciden, no, in so prizori, zdaj najbrž nima smisla, da jih obnavljamo tukaj predvsem jih lahko si sami pogledate, ki so dejansko v lucidnosti, v samo, niti ne samo ironije, ampak v neki, krutosti opazovanja samega sebe dejansko so dost neprimerljivi recimo marsičemu drugemu, tako da je absolutno roman, ki hkrati tudi roman, risoroman, ki se zaveda konec koncev tudi nečesa nepovratnega, kar se je zgodilo takrat, poskuša na nek način tudi konec koncev za tipom risbe, ker je zanimivo, da se zelo različni tipi risbe menjajo mislim, ni ponavadi, je pač strip, se mi zdi, en tip risbe, ki je skozi celoto, tukaj pa ni, ne, in je dejansko več kot fino branje. Ker govorimo o podobah, ki jih nimate pred sabo, je to verjetno dober trenutek, da prenesem sporočilo založbe prvič in potem ga bom še enkrat, da lahko risoroman kupite s popustom v knjigarni Azil po koncu tega pogovora. Dobro, zdaj, ta Je suis Charlie, Luzo, me malo zanima, Ervin, kaj se je zgodilo s tem Je suis Charlie, neka cela serija enih hecnih preobratov je bila tukaj od januarja lansko leto potem prisotna. Na začetku so bili vsi Charlie, potem pa skozi nek čas se je mogoče bi rekel, ta slogan sprevrnil v nekaj drugega od samega sebe. Mislim, od neke vse splošne uporabe, v katero je prišel, do mogoče celo nekega političnega sprevrata. Mislim, enkrat videl nekaj v Reporterju, Je suis Janez Janša in tako naprej. Pa, mislim, do nekega, bi rekel, cinično-kritičnega zavračanja v tem smislu, zakaj Je suis Paris, zakaj pa ne Je suis Kabul in tako naprej. In to na nek način tudi reflektira, mogoče to situacijo reflektira tudi sam avtor, recimo v tem enem izmed teh stripov, ko se pogovarja z kiparjem, ki ne bi postavil kip žrtvam Charlie Hebdoja, in potem na koncu reče, kaj naj mu torej rečem, da napiše na svojo reč. Ne vem, nekaj v stilu in moja rit ga lahko zašili. Tako se potem to konča. Torej, kaj se je zgodilo z Je suis? Jaz sem bil dan po napadu, sem bil po nekem bizarnem naključju v Strasbourgu v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da me bo kap. Ker najprej, ta prvi refleks je bil Je suis Charlie. In ko si prišel na vrata Evropskega parlamenta, pravim do besede, sem na tla sesul, so mi sem nalepili Je suis Charlie. Dobrosedno. Bilo je skoraj tako obvezno, če stopiš v Evropski parlament, ne glede na to, kaj si, moraš izraziti solidarnost s tem strašnim napadom islamskega fundamentalizma na krščansko civilizacijo. Okay. In en dan je bilo tako, da seveda so vsi se strinjali s tem, da mi smo to, popolna identifikacija. Hkrati sem imel politično manifestacijo v Parizu, kjer imaš eno od teh fotografij, ki mora biti postavljena v zgodovini zraven, te fotografije na Jalti, pa še kar Stalina, Churchilla in Roosevelta, kar je še velikih zgodovinskih fotografij, ko imaš tako rekoč galerijo največjih morilcev našega časa,
ki nosijo pred sabo, že so po vrsti Bibi Netanjahu, Hollande, ne vem, mislim, da je John Kerry, se ne vem, saudijski veleposlanik, skratka, manjka da Saddam Hussein in Muammar Gaddafi. In vspredaj imajo transparent Je suis Charlie. Ne? In zdaj, s čem se identificirajo? Mi daš malo tole. A veš, ker te od Charlie Hebdoja se ne hecajo. Ne? Zdaj, tole je politično korektna verzija, ne? Tega. Ne? Tudi, pardon, ne? Mi smo Charlie. Ne? In s tem se nekako lahko identificiraš, čeprav se mogoče delati norca iz Mohameda ni lepo. Ampak to ni norčevanje iz Mohameda. Norčevanje iz Mohameda je to. Ne? Če Mohameda obrneš, dobiš moški spolni organ. Ne? Skratka, ko bi rekel v politično korektnem jeziku, je rekel, pejte se soliti. No? In kar je Charlie Hebdoju kot tarči atraktivnega, ne? Tako, če za hip provam biti resen, je to, da drži po konci tradicijo francoskega razsvetljenstva, Voltairja, ne? Ki, če kaj, ni imel velikega respekta do svetih stvari, vsaj v filozofskem slovarju, ne? In vztraja pri tem, veš, da je eno področje satire, politične satire, kjer ideja ni, da se ti, če si oblast, identificiraš s tem, ne? Ki ni narejena za to, da ti bo všeč. Ne? In narejena za to, da ti ni všeč. Ne, da ti govori reči, ki jih nočeš slišati in s katerimi se ne moreš identificirati. In zato je vešno to nelagodje, ki ga je proizvedel islamski fundamentalizem, no, da ne uporabim bolj kompliciranih reči, je ta, da si je izbral tarčo, ki je tako rekoč onemogoča bedaku, da se identificira z njo. In jaz sem že naslednji dan v Strasbourgu, so tako ljudje mi rekli, ok, moi je ne suis pas Charlie. Ne? Ideja pa bila v tem, da ja, svoboda, enakost in bratstvo, svoboda izražanja je sveta stvar, to bomo vedno branili, ne? Ampak so meje. To sem jaz slišal v slovenščini, francoščini in angleščini, ne? Od poslancev zelo različnih kategorij, ki so takoj potem, ko so ugotovili, ups, ne, identificirali smo se z nečim, kar zares nismo mi, kar mi ne moramo biti, so potem vzpostavili distanco. Ne? In v naslednjem koraku so nekateri že ostro obsojali to, da se delaš norca iz Mohameda, ker nekatere reči so svete. Ne? In zdaj tle prideš do vprašanja, a so, in odgovor ene tradicije francoske politične satire je, da ne, da jih ni. In meni se zdi, da to, kar Charlie Hebdo, to ni neka velika reč. To je 60-80 tisoč izvodov naklade. Ta je šla v milijonski potem, seveda, ko so se vsi hoteli identificirati s tem. Ampak v resnici to ni zelo popularna, široko tiražna revija. Je revija za ljudi, ki hočejo se smejati, in prvi korak, da se sploh znaš smejati, je to, da se smeješ samemu sebi, ne, kar ti rozjev v tej katarzi svoji pokaže na 100 straneh, kjer vso eleganco in krutost enega najboljših risarjev našega časa obrne proti sebi, ne, in vzame sebe za objekt, tudi posmeha. Tudi česa drugega, ampak tudi posmeha. Ja, meni se zdi dejansko to, mislim, če še jaz nekaj, se mi zdi, da je absolutno najnižja točka in
zaton, same ideje, Šarlije, bo to je nastopil tisti trenutek, ko smo imeli pač tisto veličastno par milijonski sprevod, pač vsi so bili Šarliji in tako naprej. Tako, način, kako se je dejansko nekaj, kar v osnovi vnaša in to v nekem dobrem pomenu besede v družbo razkol, premislek zahteva neko reakcijo, zahteva pozicioniranje in zahteva konec koncev refleksijo in branjenje te pozicije se je utopilo v pač nekem sentimentu in se je neka, kako bi rekla, lučnica ali pa razredni boj se je premaknil povsem drugam. Skratka, tako kot je prej Ervin rekel, potem je slogan vsaj v prvem hipu bil vsi absolutno podpiramo svobodo govora, tukaj pač ni nobenih, zato se bomo borili do zadnje kaplje krvi, če boste seveda sprejeli vso drugo liberalno agendo, ki vam jo pač to je bilo konec koncev osnovni message, se mi zdi, pač vseh voditeljev na tistem trgu. Tukaj to svobodo, obramb te svobode vam ponuja v zameno bolj kot ne, zato, ker vemo, kaj se je še nedavno prej dogajalo v Evropi, kako je bila razcepljena zaradi nekih pač drugih politično-ekonomskih zadev v zameno za to. In to je dejansko, mislim, da ga ne morem si predstavljati človeka, ki je del tega, ki ne bi tisti hip pač trznil na to, kako je bilo v bistvu ta izliv, ne vem, solidarnosti v hipu preveden v neko konsolidacijo v zelo, zelo, zelo vprašljivih ideoloških tonih in na nek način do neke mere nekaj podobnega se mogoče zdaj s to anti-Trump stvarjo dogaja, no, da je tudi neka konsolidacija se dogaja med zelo, zelo sicer nezdružljivimi pristopi na račun tega, da pač ne bo to. Ampak še nekaj, no, da ne govorimo o tem, da je bilo v tistih prvih vrstah, kjer so pač nosili te transparente, že slišali, so bili pač predstavniki držav, ki so tisti hip imeli v ječah nemalo satirikov, novinarjev, skratka ljudi, ki so rekli kaj drugega, kot je predpisano. Ja. Se tiste postala taka slavna vizualna manipulacija, ne? Če si pogledal od spredi, si videl voditelje, ki stojijo pred ljudstvom, če si pogledal od zgori, si videl, da je med voditelji in ljudstvom kordon nekih 100 metrov čistega prostora. Ne? Tako iz te perspektive so stali pred ljudstvom, iz zgornje perspektive, ki jo, zanimivo, tudi v stripu na nek način reproducira, Luz. Še zlasti, ko gre v ptičjo perspektivo, tistega ptiča, ki se je usral na in kaže na golobe, kako kakajo na predsednika republike, ki pač, bi rekel, nagovarja žrtve terorizma. No, ampak mogoče vseeno še vedno me ta nek prevoj zanima, ki se tukaj zgodil, mogoče med enim trenutkom, ki je pač Šarli subverzivno, ko so takšne karikature lahko delujejo subverzivno in v nekem trenutku, ko ne delujejo več morda subverzivno. Če se, ne vem, nimam čisto natančno primera v glavi, ampak spomnim se na Danskem, da so imeli neko situacijo, ko je, bi rekel, neka skrajno desničarska scena provocirala potem že po tistih zgodbah z Mohamedovimi karikaturami in je bil kot message, pač mi smo tukaj na Danskem, tukaj lahko provociramo z Mohamedovimi karikaturami, vi pa pejte ven. Se pravi, je bil ta uporaba satire v bistvu neke popolnoma, ne vem, ksenofobne namene. A je tukaj vidite kakšno strukturo tukaj zadaj, ki se je zgodila spet v prevoju te satire v mogoče nekaj drugega in že svi Šarli v spet nekaj drugega. Če misliš to, da se da tako vnaprej in jasno potegniti neko mejo med dobro pa slabo satiro, če ne tako rečem tako, ki bo, mislim, da je to izjemno težko in konec koncev seveda, da satira je kontroverzna in to tudi ne pomeni, da ne moreš biti proti, da ne moreš biti zrevoltiran, da ne moreš, mislim, sploh ne gre za to. Dejstvo pa je, da tisti hik, ki poskušaš vnaprej določiti, zdaj pa tudi temu se lahko smejemo, temu se ne moremo, do tukaj je meja, tukaj pa ne, je pa pač celotno polje, po mojem, ne samo da je izgubljeno, pade v neko popolnoma
paranoidno, totalitarno logiko in tukaj mislim, da je Amerika na najlepši poti, da gre tja, ker v veliki meri ta obsedenost z politično korektnostjo v smislu vseh teh trigger warningov in tako naprej gre v tej smeri, da dajmo vnaprej se že zagotoviti, da pač nihče ne reče ničesar, kar bi lahko nikoga užalilo. Hkrati pa to, kar se je zdaj v septembra dogajalo na Koreji, se mi zdi, da je čista preslikava tega, če sam spomnim zgodbo, da so pač prepovedali sarkazem in ironijo, zaradi tega, ker so seveda oblasti, po mojem, mogoče po obisku Lajbaha, tam nekako tako so upadali, ugotovile, da če tam, da je uradna linija in da karkoli je narobe, rečeš, to je zaradi ameriškega imperializma. In so ljudje začeli pač to ponavljati, to je zaradi ameriškega imperializma. In je nekdo rekel, da ni to slučajno ironično, da ni to sarkastično, da ni to v bistvu napad na kritika režima. Ker seveda v marsikaterem primeru verjetno je bila, ampak so samo ponavljali to linijo. In potem so imeli neko sejo, kjer so razpravljali o tem, kaj pa potem je dovoljeno in so ugotovili, da seveda ni nič dovoljeno, da je dovoljeno samo tišina, ki pa seveda tudi je lahko ironična. Mislim, jaz si takoj lahko predstavljam situacijo, kjer mi nekdo nekaj reče, pa sem jaz pomenljivo tiho in tu, skratka, hočem reči, je nekaj zelo podobnega, ko enkrat sploh ta podmena vstopi, da je možna neka ironija, sarkazem, potem še najslabše, kar lahko narediš, je, da dobesedno ponoviš, da natanko identično ponoviš, ker ne prideš več iz tega. No? In ta neskončna paranoja in čiščenje tega, kaj je zdaj dobra pa slava, se mi zdi, da pač ne vodi daleč. Jasno, da so oni skozi na neki meji, da je koncev so ponatisnili tiste izvorne danske takrat in jasno je, da tudi niso šparali ne levo, ne desno, ne sem, ne tja, ampak vsekakor je to nek diskurs, je nek govor, ki je, se mi zdi, da je rekel prav Luz v nekem intervjuju, potem se mi zdi dobra formulacija, da v bistvu, da se boji, da se bo s tem trenutkom, da kaj se je zgodilo po tem napadu in celo diskusijo, pač, a je to primerno ali ne, da se norčujemo iz svetih stvari, da risba ne bo več nikoli mogla biti neodgovorna proti odpadu, da se zavzema za pravico neodgovorne risbe. In ta neodgovornost, to se mi zdi en popolnoma ključen element, ki pomeni natanko, da je tukaj nek prostor, kjer se ravno stvari konec koncev v neki interakciji odvijajo, ne pa da narediš popolno prepoved, potem se rasizem se pa mirno nadaljuje in šovinizem in vse, kar ga v nezmanjšani meri lahko se k tem še kasneje vrnemo. Mislim, da ta logika je zelo druga plat tega, da nič ne rečeš, ampak se pa ne družiš z ljudmi, ki so druge. Konec koncev je imel tudi, ne vemo, tiste slavne nacistične žurnale, karikaturistične s podobami žida z dolgim nosom in tako naprej. Tiste meje, mislim, ki pride do nekega prevoja med, ne vem, Mohamedom Kotlulčkom in židom s krivim nosom. Sem tako, mimogrede, ko sem se danes pripravljal za tole, sem poiskal eno drugo naslovnico, me zanimalo, kako Charlie komentira Burkini, jasno. To je njihov komentar Burkinija. Se pravi, v francoščini, muslimani, sprostite se malo, v tem smislu. Ampak še druga zgodba pa je, da kje sem to najdel, pa nisem najprej tega opazil. To je bilo objavljeno na strani Breitbart, mislim, da sem prav rekel Breitbart News, se pravi enega skrajno desničarskega, novičarskega sajta, ki je pa z veseljem, pač rekel Charlieja noter, da, neke take hecne zamenjave kontekstov potem prihaja do njih lahko. Veš kaj, tle imaš zanimiv problem. Če ti hočeš imeti politično satiro, satiriku ni treba nič delati. Samo vzame en segment politične resničnosti, ga nariše, da dan dva druga popolnoma samoumevna elementa in dobiš nekaj, kar je smešno in subverzivno in vse, kar politična satira nosi s sabo. Ampak politična satira rabi politiko, ki je stroga, ki je resna. Težava, ki jo imaš danes, je, da je vsak politični satirik bo vzel, če hoče narisati islam, pred kalifatom, bi z veseljem narisal muslimane, ki režejo glave kristjanom in jih dajo na YouTube.
Mislim, to je nekaj, kar ni zanesljivo. Potem, ko enkrat to dobiš, ne, in imaš to med najbolj gledanimi spoti na YouTubeu, se res vprašaš, kako lahko zdaj to krog obrnem, ne, in iz tega naredim satiro. Ne. Pomaga ti Hollande, več je teroristični napad v Parizu, ne, in potem pač najprej ostro obsodijo nečloveško ravnanje islamskih fundamentalistov in kako bomo na to odgovorili, gremo bombardirati Sirijo. Ne. Zato ne rabiš nič drugega, rabiš samo prepisati politični govor in imaš narejeno politično satiro. Ne. Zdaj, so trenutki, ko je to enostavno. Veš, politična satira zelo dobro deluje, kadar nimaš demokracije. Če imaš totalitarno oblast, ne, veš, no, daj Bog, da mi je živeti v Severni Koreji. Ne, veš, no, si lahko predstavljam, kakšne tekste bi pisal. Ne. Bilo bi fantastično. Ne. Mislim, stvar je inspirativna. Ne. Veš, da enkrat, ko je umrl Tuđman, sem jaz pokličil Borata Dežuloviča in mu izrekel iskreno sožalje. Sem rekel, od česa boste zdaj živeli. Ne. Veš, no, 5 let so imeli Tuđmana v vsaki naslovnici Feral Tribuna in ni jim bilo treba narediti nič. Veš, no, imel si Tuđmana v beli admiralski uniformi, v Titovi pozi, nisi rabil niti nič, samo objavil si ga. Ne. In Tuđman je vedel, da je to smešno in je ustrezno poskušal pač reagirati in postal še bolj smešen. Ne. In sem rekel, kaj boste zdaj počeli? Ne. Neki bomo že, pa ni. Veš, no, takoj, ko je bilo konc direktne demokratične oblasti Franje Tuđmana, je Feral ugasnil sam od sebe. Moral je postati resen časopis, nekaj te informira. Ne. In nekako ni šlo. Ne? In zmedi, to isto še je problem francoskih satirikov. Če ti okolje proizvaja nenehno politične vice kot tvojo demokratično izvoljeno oblast, je potem si prisiljen delati vedno bolj radikalne posege za to, da še vedno proizvedeš ta, mislim, da se reče temu učinek potujitve, ne? Ker to je politična satira zares, ne? Da to operacijo izvede na politični oblasti. Ne? In moraš iti v vedno bolj radikalne in brezobzirne vode. Jaz se spomnim, mislim, da je Volinski narisal pred leti že, se je imel na zidu zelo dolg časa. Eno idilična slikca iz Charlie Hebdo je bila nekega tipa, ki sedi oziroma leži pod drevesom, je pomlad, ima eno marjetico v ustih, tam se igrajo otroci, vrti se nek žar, skratka, ta idealna pokrajina francoska v nedeljo popoldne, in spodaj misel tega človeka, il faudrait nationaliser le bonheur. Ne? In to je bilo v času, ko so se v Franciji, skratka, treba bi bilo nacionalizirati srečo. Ne? Ko so v Franciji nekako ukvarjali s privatizacijo, ne vem česa že. Ne? A veš, to je, politična satira je lahko tudi zelo nežna, zelo subtilna, ni treba, da je brutalna, ni treba, da uporablja veliko kladvo. Ne? Ampak veliko kladvo rabiš takrat, ko ti politika proizvaja šale. Ne? Koliko je pa to odvisno od, bi rekel, tvoje politične pozicije, ne? Ker jaz, ne vem, ne, včasih malo spet v slovenskih desničarskih časopisih recimo berem njihove karikature, ne, in če je tam neka, ne vem, karikatura palčka iz Murgel in tako naprej, ne vem, nekako se mi včasih ne zdi smešno, ne? Poskušam se smejati, ampak ne dojamem štosa. Ne? Mogoče dobro vprašanje, ali se tam njim zdi smešno, ali je to samo pač, ko bi rekla, resna ilustracija? Hočem reči, a ima sploh ta namen, mislim, ne vem, to je v bistvu dobro vprašanje. A dejansko kdo ti pogleda, pa se reži, recimo, ne vem, ali je druga logika. Mislim, da služi neki drugemu tipu. Da služi dejansko nekemu... Lahko pa da, no ne vem, se vprašanje.
Ma ja, pa veš, pri Šarliju nimaš nobenih dilem. Ja, tam ni. To je izšel iz Harakirija, ki je pač skrajno, prihaja iz skrajno leve francoske tradicije in tudi ime Šarli, a veš, kako je nastalo. Harakiri, ki je bil predhodnica Šarlija, se je delal norca iz smrti Šarla de Gaulla. Nekako jim je uspelo narediti vic iz tega, da je Šarl de Gaulle umrl. In potem so Francozi pač se prepovedali časopis. To je bil administrativno prepoved izhajanja in so potem ustanovili novega. Kako bi mu dali ime? In ko rekel, ker jih je Charles de Gaulle pokopal, so se hoteli pokloniti spominu na umrlega francoskega predsednika. Prva ideja je bila, da se bo klicali Charles de Gaulle. Ampak to se mi zdelo nekako premalo zapleteno in so potem vzeli Charlija iz Peanutsov in rekel so v spomin na generala de Gaulla dali svojemu časopisu ime Charlie, ki je francoska izvedba Charlija iz ameriške, skratka, stvar se zapleta v neskončnost. Ampak to je način razmišljanja in sodi pač v levo laično tradicijo francoske satire, ob kateri mi vsi drugi lahko samo z malo, ko bi rekel, nevoščljivosti, upamo, da bomo kdaj zmogli to isto. Sej na trenutke imaš veličastne posege, tle imaš Smiljaniča, komu to ni zelo daleč. Tomo Lavrič z diarejo je naredil velike korake. Jaz mislim, da tukaj kar nekaj je, ampak če se za hip vrnem s tem, kar je bilo prej rečeno. Se lahko smeješ kot levičar, desni. Ne, pa mislim, da mogoče sem prej premaj rekla. Se mi zdi, da kar je ključni problem na desni. Ni to, ne rišejo palčki znotraj, mogoče pa če zabavno. Mislim, mogoče pa kdo ga kdaj dobro ne riše, super. Problem je v tem, da je bila kdajkoli karikatura, ne vem, princa iz Grosupel. Ali so zmožni narediti karikaturo? Ja, ne vem, so. Ne, mislim, tako se mi zdi, da to je tista meja, ki se mi zdi, pač v mladini je bilo vse to, mislim, recimo, če rečemo leva, pač v prvi vrsti, ne vem, so pač vse, kar vsaj desnica percepira kot levico, je pač redno na tapeti in tudi ljudje, ki se identificirajo z mladino, ne vidijo takega problema, se pač videti karikiranega tam. Medtem, ko tukaj se mi zdi pa je neka čista meja in neka čista verbot, čista prepoved, da pač tam verjamejo, da je nekaj sveto in mislim, da tukaj ta primer absolutno je. Ma veš, kaj imaš, to imaš v tej knjigi Katarza, naprimer, ko se Luzije pogovarja z islamskim fundamentalistom. In on nekaj nariše neko packo in on pravi, Mohamed, žalost je naredil si Mohameda. In bolj mu reče, ne, pa zdaj naredimo Rorschach tekst, tale Rorschachov tekst. In on pravi, Rorschach, to meni zveni judovsko, me hočeš pretentati, ampak pravi, ne, poglej, kaj vidiš tukaj, in pol pač ono nekako gleda in pol ugotovi, wow, to je spolovilo od moje mame. Zelo evropskim vrednotam podlega. Ne žališ. In ta ti, povej, jaz ti nekaj narišem, to, kaj ti tam vidiš, si pa ti. In zdaj ta ideja, ki mene popolnoma fascinira, je, da so reči, ki jih ne razume, kar me vedno znova preseneči. Ampak poglej, vzameš islamski fundamentalizem, ki mirno prenaša to, da jim bombardirajo mesta, a veš, da jih okupirajo, da ni, kaj vse si izmislijo. Pol imaš državljansko vojno med tremi, to je en fantastičen libanonski satirik, Karl Schar se kliče, iz Bejruta doma, ki pravi, da v arabskem svetu poteka državljanska vojna med tremi ostro ločenimi ideologijami, s tremi ostro ločenimi slogani. Bog je velik, Bog je velik, Bog je velik. Skratka, preneseš to, a veš, preneseš likvidacije, mučenja v zaporih, karkoli, to je vse ok, je nekako sprejemljivo. A narisati Mohameda, to pa ne. A veš, to pa zahteva smrtno kazen. To je moment, ki je meni zato, ker nekako zelo težko si predstavljam, kaj to pomeni globoka vera. Meni katerikoli kos papirja je težko tako svet, da bom nekoga ubil.
Ne znam si predstavljati tega. Ne razumem človeka, komu to pomeni dejansko casus belli, da je nekaj narisano. Ne? Pa imam osebno izkušnjo, približno se mi sanja, zdaj, ko sem se naselil leta 1995 v Kairu, sem se skoraj poprijateljil z enim kajarskim novinarjem in sem se začel učiti arabsko in potem me enkrat je naredil ta prvi korak, veš, tak resen korak v prijateljstvu, me povabil k sebi domov. Ampak predtem smo se še enkrat srečala in je on pa vprašal, kaj si ti pravzaprav, si kristjan, kaj si? In jaz sem se pa jih arabsko učil, sem znal par besed in sem s takim ponosom rekel, ana bidun Allah, jaz nimam Boga. In človek nikoli več ni govoril z mano. Ne? Ni, sploh besed, pa kam da me domov plem. Pa sem Hanija Šukralo, ki je bil urednik Al-Hrama, sem mu to rekel, tipa, kaj sem jaz tam narobe naredil. Ne? Sem pokazal to elementarno vljudnost, da mu v arabščini odgovorim, s tem pokažem spoštovanje do jezika, do njegove več tisočletne kulture. Ne? Zakaj pol tako? Pravi, kaj smo rekel? Zakaj ana bidu Allah? Nimam Boga. Ne? Mi je rekel Hani, wow, ne? Pa a veš, kaj si mu rekel? Ja, rekel sem, da ne verjamem Boga, je rekel, ne, to si ti rekel v tvojem jeziku. Ne? Njemu si rekel, jaz nimam nobene morale, ne znam ločiti dobrega od hudega. Ne? Prišel bom domov, zapeljal ti bom ženo in bom ukradil otroke in jih prodal. To si mu rekel. Ne? Zato, ker za fundamentalista je nezamisljivo, ne, da nekdo, ki ne verjame v Boga, je moralen. Ne? In tle se mi zdi, da ti Luzje pač to elementarno idejo subvertira, ne? Ki ti pove, lej, jaz sem ta, ki riše Mohameda, ne? To je pa moj moralni kodeks. Ne temelji na tvojih idejah o tem, ampak je toliko trden kot tvoj. Ne? Skratka, veš, ta ideja, da tudi najbolj okrutni satiriki imajo moralni kodeks, ki se ga držijo in so v resnici zelo etični ljudje, ne, je nekaj, kar mislim, da je, če razumeš svet kot bipolaren, na drugi strani težko sprejmejo. In ta težava, ki jo imaš ti, veš, da si nekako ne znaš predstavljati, kako izgleda ne biti na levi strani političnega spektruma, ne, pa če obstaja ali ne. Ne, vseeno, ne, deluje tudi, če ne obstaja. Ne. In tako, kot Bog deluje, tudi, če ne verjameš vanga. Ne. In se mi zdi, da to je temeljna težava, ne, da nekdo, ki ne verjame, se zelo težko kaj zmeni z nekom, ki verjame. In to je, ni to samo kako gre za Boga, ne, ampak je to mogoče še bolj res v politiki. Ne? Tam, kjer... Ok, še eno zgodbo interpretacije te naše knjige bi rad odprl. Mislim, na nek način, ne, Alenka je to tudi strip o žalovanju, ne? O tem, kako se soočati z neko situacijo, v kateri nočeš biti, ne? Situacijo žrtve, ne? Skozi nekako tudi s to identifikacijo, samo identifikacijo kot žrtve se spopadajo, odklanja, hkrati se mu vedno znova vrača in tako naprej. Kako naš risar žaluje, ne? Kako se naš risar znajde, ne? Pač v situaciji žrtve, mislim, na nek drug način, ne? Kot tistih, ne vem, 5 stopenj žalovanja, ne? Pa ima neko drugo metodo, ne? Na drug način se znajde s travmo, ne? Se spopade s travmo. Ja, tako kot sem rekla na začetku, se mi zdi, da se res dosti dobro znajde tem, glede na to, da to je absolutno nevarna perspektiva. Se pa da pač potem padeš v to svoje žalovanje in pestvanje te groze, ki ti je zgodila kot v bistvu tvojega najbolj intimnega, dragocenega zaklada, ki ga pač potem tako ali drugače prodaš, recimo publiki v takšni drugačni obliki. Mislim, da tukaj meni je neka ključna točka v sami zgodbi tega romana, tista, ki se dogaja na pokopališču, no, kjer očitno pač, kot je zelo tipično recimo za neke podobne situacije žrtev v raznih
situacijah, kjer veliko ljudi umre, nekateri pa ne, da so pač te občutki krivde, zakaj pa nisem jaz, pa jaz bi mogel biti tukaj, ne pa ti. No, in je potem neka scena dejansko na pokopališču, kjer on tako spet v tem, ko bi rekla, že samo pašni krivdi, no, tam pač pije na grobu, pa mu govori, jaz bi mogel biti tukaj, ne ti in tako naprej. In po nekem trenutku pa se pojavi iz groba ta njegov kolega, pa pravi, ok, če pa že hočeš, pa dajva zamenjati. Potem pa v tistem hipu se nekako uzdravi to vrstne melanholije in pač reče, ok, sem poštekal, je razlika, mislim, skratka, da je neka pač vidce, no, da je tudi sam velikrat padel ali pa bil na meji neke take zadeve in je uspešno obrnil pač z nekim, ja, ravno humorjem v tem najbolj žlahtnem pomenu besede, ki ne pusti, ki je nekaj popolnoma drugega kot sentiment. No, mogoče je to ključno poudariti, zakaj se mi zdi, da je ta razlika med, ali pa zakaj je ravno satira ali pa humor tisto, kar je v takšnih situacijah ima največji potencial tega preboja in natanko zato, ker sentimentalnost, sentiment, pa ne bo še tako tudi proti sebi usmerjen, je nekako skregan z tem incizivnim sharp humorjem. No. In ko enkrat najdeš pravi, ta vstop se ponavadi ravno te sentimentalne navlake znebiš, no, kar je pač vse evidentno, da je pač nekdo, ki je travma je sigurno realna, no? Ampak kaj zdaj tisto, kar iz tega narediš, pa kako sploh pač prekineš nek tip žalovanja, pa ga obrneš v nekaj čist drugega, je pa ja, druga. Zdaj, tudi ti, ne, poleg tega, da si mednarodni špion, si imel, bi rekel, drugi poklic, tudi vojni dopisnik, si videl si neposredno, ne, bi rekel, ta del zgodbe. Zdaj, kaj je tukaj vloga humorja v takih traumatičnih situacijah? Mislim, je to nek lahko univerzalen odgovor, je to odgovor za nekatere, za ene mentalitete, za druge ne, mislim, kako to funkcionira? Veš, kako je, ironija je strategija preživetja. Zame, trenutek, ko mi je bilo vse jasno, in ko sem enkrat prišel z enim avionom od UNHCR-a, mislim v Sarajevo leta 92, pa sem šel pol v mesto in pogledat prijatelje in je bil Nerzuk Čure. Je ravno kar otroka dobil, tako Sarajevo je bilo obkoljeno in jaz sem bil že v tem modu sočutja, to se mi zdelo, da moram ves čas kazati nekak solidarnost z ljudmi, ki se borijo proti sovražnikov in tako naprej in biti resen. In pol Čure tako mi je nastavil zasedo. Pravi, što za dnevico moje to haso? Sem rekel ne. In pol pravi, moje haso so mrtvi. In veš, tam ljudje padajo pod snajperi, ti se pa zajebavajo. Ja, seveda, sej, če ne bi preživeli. Veš, to je da ti retem patetično, kako pa lahko preživiš v tem norem svetu? Tako, da sledeš norca iz sebe in iz njega. Ni nobene bolj učinkovite strategije preživetja. Ne, zlasti, ker se mi zdi, da ni, poleg tega, da seveda se norčuješ iz njega in iz sebe, mislim, da odpre sploh neko minimalen prostor za razmislek, da je tudi to, ker ponavadi, če si samo, mislim, čustva te pač ne vem, zalijajo tako in drugače, da humor v tem smislu sploh dopušča sploh neko sceno refleksije, ki se tukaj, in kritike, konec koncev, vse ne gre za to, da samo pač s humorjem umremo, ampak da je dejansko je ravno tisto več, kar je v situaciji več kot to, da pač ljudje umirajo, tista, ko bi rekla, presežek, ki ni izvedljiv na to, se ravno tam šele odpre. Ampak hkrati pa tudi mislim, da ta zafrkancija, vici in to naprej, če se za hip vrnemo nazaj, konec koncev Charlie Hebdo, pa smo imeli še Bataclan, dejstvo je, da tam te tarče, kot je bilo tudi že mesec v več komentarjih izpostavljene, so bile, zlasti Bataclan je bila zelo tako izbrana kot
to je bilo srce tam, kjer neko to sobivanje kultur realno obstaja. To ni brez vsake leporečja in tako naprej, pač enostavno realno obstaja. Obstaja pa natanko tako, da so si ljudje zmožni med sabo psovati pa obscene vice tudi praviti. Mislim, obstaja ravno skozi to, da seveda je možna komunikacija, ki ni samo komunikacija v nekih, ne vem, absolutno politično korektnih kodih. Medtem ko tam, ko imaš samo to zakodiranost, se ponavadi ljudje ne družijo. Mislim, jaz sem slišala že več zgodb tako, zelo, zdaj če karikiram, ameriški sever pa jug. Sever je recimo absolutno politično korekten, tam, če bo belc rekel v pisarni drugemu belcu, v enem črncu, menil kot niger, ga bojo izločili belci iz svoje skupnosti. Potem bojo šli domov in na kraj pameti ne pade, da bi kdo sploh prepoznal, mislim, nimajo prijateljev recimo med črnci. Na jugu se psujejo, si imajo lepo tradicijo raznih praks, ampak vendarle obstaja menda čisto na ravni socialnega stika, obstaja pač živijo drug z drugim, no, marsikje kot tako, da skratka je to zelo, zelo perfidno in mislim, marsikateri točki perverzno je ta popolna politična korektnost, ki pa v bistvu samo zakriva nek rasizem, nek popolni odnos vsakršnega resnega, recimo, stika, natanko zato, ker prepoveduje to, da bi se kot, pa zdaj ne mislim v nekem patetičnem smislu, kot človeka zaštekala, da je sploh neka podlaga, kjer lahko, recimo si en vic izmenjava. Ja, pa tudi v politični resničnosti, ne, imaš, tako, Trump se zdi karikatura, ne, obstaja skoraj konsens o tem, da to je nesprejemljivo, ne. Zdaj, kar mene fascinira, je to, da kaj je človek hudega napravil, pravzaprav, ne. Rekel je, da bo naredil zid proti Mehiki, ne. In to se zdi nekaj strašnega, ne, ko če greš pogledat, to je neodpustljiv greh, ne. Liberalna Evropa, če veš, cela liberalna Evropa nasprotuje ideji, da bi bil zid med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Ne, je v tem pripravljena, tako rekel, se zares vznemiriti, ne. Ne vem, če ste kdaj bili na meji med Makedonijo in Grčijo, ne, mislite, že 30 domov iz bodeče žice en za drugim, ne. Pa to ne ta joke naše bodeče žice, ker tam nekaj zvitega, pa skrb sklepano, ki zgleda kako košnjak, ne. Ne, to je resna ograja, pazi, profili, ne, od 10 centimetrov železnih, zabiti v tla, 2,5 metra nagnjeni tako, z bodicami ven in potem je še na tisto napeljana bodeča žica, tako da če hočeš plezati, moraš nekaj tako, kot tega gre na Triglav, veš, ko moraš nazaj iti, pa tako. Ampak to je samo prvi, ne, pol imaš drugi, pa še tretji, ne. Na bolgarski meji isto, na madžarski meji isto. Skratka, kar se meni zdi političen vic našega časa, je to, da se škandaliziraš nad gradbenikom, človek je zidar po poklicu, ne, ki pravi, pač bom naredil zid, kaj češ drugega od gradbenika pričakovati, ne, a tukaj pa delaš, veš, cel sistem kitajskega obzidja, dosega že sofisticiranost, ne vem, mi pravi Stefano Luza od Radia Koper, da je bil v Brennerju, da je že v Brennerju, veš, tam kamor ljudje hodijo smučati, imaš postavljene neke avstrijske ograje, so nekako v sozvočju z Alpami in z vsem tem, kar pač Avstrijo konotira, ne. Zdaj, veš, to je material kako bi rekel, za satirični razmislek o našem času in naši vlogi v njem, ne. Kar je pa njegov problem, ne, od Lizija je to, da se je njemu zgodilo nekaj strašnega, ne, pa da poskuša, se mi zdi, prav tako z dnevnikom povedati. Glejte, meni se je to res zgodilo, ne, ker tam imaš en od teh poglavij je pretresljivo, ko ga nekdo sreča in mu začne razlagati, vam se je zgodilo nekaj strašnega, jaz sem tako trpel, sem slišal na radiju, da so važni, pa to je nemogoče, ne, in ga mori in odloži vse svoje fantazije nanj, tako da potem on gre lepo veselo naprej, se je znebil slabe volje, ta pa ostane tam ožetko limona, ki je moral, a veš, koliko ljudi ga je srečalo in mu je vsak posebej začel razlagati, kako je on trpel, ko so njemu pobili prijatelje, ne, in pač, ko to obrneš in iz tega narediš, jasno, narediš satiro, kaj češ drugega, ne, samo na ta način se lahko inteligentno osvobodiš bremena.
Pa če lahko se navežem na Trumpa, par odlomkov sem samo videla iz une debate in ena se mi zdela čisto genialna, ker vidiš, da dejansko vsake toliko časa čista resnica spregovori. Mislim, je v položaju, kjer lahko formulira resnico občasno in ko je Hillary prišla s tem, da ima pač ona ogromno izkušenj z vsem tem, have a lot of experience, on prav, yes, but you have a lot of bad experience. Seveda je zelo izkušen, ampak to izkušenje ne vem, če je ravno tisto, kar nam bo povalo svetlo prihodnost. Tako da, hkrati je pa še to, kar zadeva Trumpa, ker tisti, v Ameriki, tisti analitiki, ki se resno tega lotijo. Sem brala neko reportažo enega pač Sandersovega podpornika, čigar starši so pa fanatični podporniki Trumpa in je pač se lotil probati raziskati, kako. In to z Mehiko dejansko je pač realnost nekega proletarskega razreda globoke Amerike, kjer so, mislim, da 60,000 tovarn v zadnjem času zaprli, kjer so pač tam konkretno v tej vasi pač delali avtomobile in so seveda preselili proizvodnjo v Mehiko v nekem trenutku. Zdaj, to seveda ni problem Mehičanov, mislim, je pač problem sodobnega delovanja kapitalizma, vrne se pa pač kot to, da so Mehičani tisti, kar je pa čisto realno, ki pač ogrožajo, ki pač zaradi katerih toliko ljudi tukaj nima službe. In tukaj mislim, da je problem tega, kar je tudi bilo velikokrat povedano, da pač Trumpovi volilci so velik bazen potencialno levih volilcev, če se jih zna nagovoriti. Ja, lahko še preden dam malo besede občinstvu, bi sam še ena stvar me zanima ob tej knjigi, če lahko malo razmislimo pač o samem tem problemu teroristične žrtve. Kdo je žrtev terorizma, kaj je danes žrtev terorizma. To je ena zadeva, ki sem slučajno mi je prišla na misel, pa je mogoče, pač iz enega drugega časa, pač postkolonialnega, ko se je pač Evropa mogoče prvič soočala z tem, recimo, sodobno obliko terorizma in recimo Sartre v predgovoru Francu Fanonu napiše, take zelo, se mi zdi, pomembne besede, recimo, ki pravi, 8 let molka človeka ponižuje, a zaman, danes je slepeče sonce mučenja v zenitu, razsvetljuje vso deželo. V tej svetlobi ni smeha, ki bi zvenel pravo, ni obraza, ki bi se našminkal, da bi skril jezo ali strah, ni dejanja, ki ne bi izdajalo našega gnusa in našega sodelovanja. Če se danes srečata dva Francoza, je eden od njih umrlič. In če pravim eden, Francija je bila nekdaj ime države. Bodimo previdni, da ne bo leta 61 postala ime nevroze. In tako naprej. Zelo dober tekst, tudi Fanonov tekst in sploh Sartrov. V tem smislu, pač terorizem kot nekaj, kar je posledica evropske kolonialne dejavnosti. A je ta razmislek o terorizmu, kaj je vzrok, kdo je žrtev, kdo je vzrok, v kakršnemkoli smislu danes še recimo aktualen. Tudi ko razmišljamo o neki taki zadevi, kot je ISIS. Veš kaj, jaz bi bil tle zelo previden. Mislim, jaz kar nekaj teroristov srečal v življenju. Takih te pravi. Veš, te so govorili, dokler oni ubijajo naše otroke, bomo mi ubijali njihove. Ampak tam še v 90-ih letih je vsaj v mojem poslu, v novinarstvu veljalo, da ti terorizem uporabljaš, obstajala so neka Reutersova pravila, oziroma Reutersov slovar. Terorizem si uporabil samo v citatu, ko je nekdo rekel, ta je terorist. Rekel, kot novinar nikoli nisi napisal terorizem, ali pa terorist je to, kar je veljal za ideološko in politično preveč nabit izraz. In teroristični napadi so bili nekaj zelo natančnega. Žrtvu ni bilo treba pojasnjevati ali pa se čuditi, zakaj je. Če pogledaš evropsko tradicijo terorizma, Rdeče brigade pa Rote Armee Fraktion. Rdeče brigade so ubile
ali da mora, in pustile listek, ne listek, cel traktat o tem, ne, zakaj so to naredile. Veš, no, ob vsakem napadu rdečih brigad si ti dobil naslednje poglavnje zbranih del. Ja? Rekel, ker so ti, veš, zgleda podobno, kot zdaj sporočila za javnost Združene levice, ker se ti zdi, da potem bojo na koncu vsi skupaj zbrana v zbranih delih Kim Il-sunga, ne, kjer ti razložijo cel svet, sam vključno z literaturo in opombami. Ne. In rekel, tako taka so bila sporočila za javnost od Hamasa, recimo, tudi. Ne. Rekel, ko sem jaz živel v Izraelu, pa je Hamas izvedel napad, sem potem dobil tako rekoč istočasno z bombo po faksu, takrat je bil faks še način komuniciranja, sem dobil sporočilo za javnost od Hamasa, zakaj so to naredili in so ti razložili, mi smo napadli to tarčo zato, ker so oni naredili to. Ne? Enkrat sem intervjuval Abdelaziz Rantisija, ker so ga pol z raketo vrgli v luft in mi je tudi rekel, da pač da se počuti, tako se ne počuti malo nevarno. Ne. Rekel, ja seveda, ampak če mene vrže v zrak, ne, za Jahija Ajaša, ki je bil en inženir, so mu rekli, ki je delal bombe, ne, so šli tri avtobusi v zrak v Jeruzalemu. Ne. Zame jih gre 9, ne, to morajo vedeti. In pri vsakem je prišel listek. Ne. Skratka, imel si eno dolgo obdobje, ko je bil terorizem razumljen kot politična akcija in je bil popolnoma racionalističen in je ob napadu ti dal še razlago. Ne. Hoteli so, da razumeš, zakaj je bilo narejeno, zakaj so ugrabili letalo, zakaj so razstrelili avtobus. Ne je bila vzročna veriga jasna. To, kar imaš zdaj, to, što imaš zdaj opravka, je nekaj zelo nenavadnega. Ti imaš napad, pa nihče ne prevzame odgovornosti in se potem ugiba. Ne, zakaj je bilo to, kdo je to naredil, ne, in se ti takoj ustvari neko vzdušje misterija. Je bil ISIS, ne, a veš, tudi nazadnje v New Yorku, ne, veš, nekako vsi študirajo, a je kje kakšen indic, s katero organizacijo je ta povezan, ampak sodoben terorizem ne deluje več tako, ker ni več organizacija in pač celice in vse ostalo, to so fantazme. Ne? Dejansko je terorizem danes ideologija. Ne? Ti, če hočeš biti Al-Kaida, je dovolj, da rečeš, jaz sem Al-Kaida in greš nekaj vršt v zrak. In potem si Al-Kaida. Ne? Če hočeš biti ISIS, pač rečeš, jaz sem ISIS. In potem greš nekaj narediti in predtem sam še nekje na nekem e-mailu ali na Facebooku ali na Twitterju, kjer se ti zdi najbolj simpatično, ne, še izražiš lojalnost do ISIS-a. Ne, pol si lahko karkoli, si lahko gospodinja, ne, doma iz ekonomlonca naredi bombo, pa gre neki vršt v zrak. Ne, ampak to je način delovanja, se je popolnoma spremenil in s tem se je spremenila tudi sama praksa, ne, ker meni se zdi, da današnji to, čemu se reče terorizem, ne, da je postal nerazumljiv. Ti ne veš, zakaj se je nekaj zgodilo. Ne? In tudi, a veš, včasih so žrtve terorizma imele zelo specifično digniteto, se je vedlo, ti si tarča zato, ker si neki, ker si neki ali ker si neki. Ker si tukaj Sartre prav, ne? Niste nedolžne žrtve, ste Francozi. Ne? Zdaj pa lahko kdorkoli. Ne? In to, kar ti praviš, to je tako zelo res, ne? Se tudi Charlie Hebdo, pazi, Charlie Hebdo je najbolj okruten kritik desnice. Ne? A veš, oni iz islama se hecijo tako mingrede, ne? Ko Marine Le Pen načne napravo takega, ne? Mislim, pač, veš, da islam pa bo zmeraj skoč po konci, pa si začel puliti le se spet nažali, ne? Ampak to je projekt, ki je ravno proti rasizmu, ne? A veš, no, ki nosi vse. Ampak na en drug način, ja, zato proste, ker to, se mi zdi, da je neka nevarnost, mogoče v tem, če se bo razumela sugestijo, ali pa neka nova oblika, če hočeš, neokolonializma, ki se glasi, mi smo za čisto vse krivi, kar se zdaj dogaja. To je pa spet neka oblika superiornosti, ker misliš, da res čisto vse, kar se karkoli zgodi, si zdaj
ti veliki mašinator za tem. In se mi zdi, da je popolnoma napačna, je tista linija, ki gre pol na to, zato moramo razumeti teroriste, kaj delajo, ne razumeti je treba njihove lastne žrtve v njihovih državah. Vse se tam dogajajo, hudičko, kot ti praviš, mislim, tam se podirajo, mislim, stvari, vojna, konec koncev tudi begunci bežijo pred teroristi, niso oni teroristi, ki bežijo sem. Skratka, ni, ampak je ta razcep, hočem reči, sam islamski svet je popolnoma razcepljen tudi v samem tem, v sami tej vojni, tako da ni načina, kako tukaj seveda absolutno evidentno Evropa in cel zahodni svet za marsikatero potezo in stvarmi, ki se še zdaj dogajajo, še kako pošteno zakuhal in kriv in udeležen v vseh teh vojnah. Ampak hočem reči, ni pa od tod, po mojem, pa ni samo ta gesta, da zdaj pa dajmo reči, mi smo krivi, pa pol pustimo stvari, ne, treba intervenirati z neko, ne vem, logiko in mobilizacijo pravih ljudi tudi v teh deželah, na podlagi nekih idej, ki mogoče imamo dejansko skupne. Ne pa že naprej reči, vsi so drugi, pa zdaj so tako drugi, da jih ne razumemo, mi pa jih pa probamo pa jih razumeti, ker smo mi sranje zakuhali. Mislim, da to je popolnoma, to je v osnovi matrica, v katero je dejansko ujeta en velik del nekega levega diskurza. Mislim, da bi veliko bolj revolucionarno štartali, pa izhajali iz tega, kaj konec koncev se zgodilo. Del tega vzpona radikalnega islamizma v teh deželah je sesutje laične levice tam. To je čisto direktno sovpada. Mislim, tisti hip, ko ni, mislim, to, tako da so problemi so precej bolj kompleksni. Mislim, lahko govorimo. Se strinjam. Druga razlaga, ne, če reče tako pogojno iz levice, ne, terorizma, tega terorizma, recimo, ki je, pa povem, homegrown, ne, se pravi, Francozi, mladi Francozi, ki v Franciji, ne, se razstrelijo, ne, da gre za neko ideološko izpraznjenost današnjega sveta, ne, ki jo zapolne lahko pač ideologija islamskega fundamentalizma, ne. Pravzaprav najdejo ideološki smisel v nekem svetu, ki je pač deideologiziran. Ma ni več pazi, lej, to je druga taka pogosta, ne. Islamski fundamentalizem je tako, to zameljuje problem, ne. To, s čemer imaš opravka, je politični islam. To je skrajno desna, konservativna politična linija, ki uporablja islam kot politično ideologijo, ne. To je islamski fundamentalizem, ne. To je, in če to, a veš, če ta, Abu Bakr al-Baghdadi ne bi imel težav razumeti, kaj Opus Dei dela, ne, a veš, no, in tudi, če bi se najdli skup konservativci, bi se hitro zmenili, a veš, da imajo skupen teren. Najprej se treba zmeniti okrog žensk, ne morejo hoditi take okrog, to jim dam čisto prav. Ni v redu, ne, pa tudi nima kaj pisati filozofske knjige, če smo čisto pošteni, ne. Glede tega bi hitro najdel konsens med Hamasom, Opus Dei in Abu Bakrom al-Baghdadijem in še kom drugim, ne. In potem pač bi šel naprej, kaj še nekako ni v redu v današnjem svetu, ne. To, da ni več nobenega reda, torej rabimo red, ne. To, da vsak govori vse, kar mu pade na pamet, tudi ni prav posebej produktivno, rabiš en sistem pravil. Lej, tle se rabini, duhovniki in šejhi so na istem terenu, ne. In to, kar je težko razumeti, je glede na to, kako imaš v Evropi zdaj vedno večjo izbiro desnih političnih ideologij in desnih političnih strank in gibanj, ne, zakaj se ljudem, ki so konservativno nadarjeni, se jim zdi potrebno iskati inspiracijo v Siriji ali pa v Iraku, če imajo pa doma, se lahko podružijo, veš, kaj je Front National, bodo imeli bolj ali manj iste politične parametre v rokah, kot če fantazirajo o tem, kaj bi rad od njih kalif Bagdadi, ne. In to, da se potem odločijo, potem si za tarčo izberejo to, kar praviš ti, primere inteligentnega sobivanja, ne, sem da ni v Parizu. Ja, in to mislim, da je čisto strateško, ker tukaj je pa dejstvo, da ne podcenjevati tega ne zdržijo, ne zdržijo tega, da
lahko tako imenovani muslimani in kristjani, ki ne verjamejo v Boga, brez večjih problemov živijo eni ob drugih in se v najslabšem primeru pustijo pri miru. To je tisto, kar je neznosno. Ja, to je tisto, kar je neznosno in to je natanko tisto, ker pa mislim, da lahko človek brez tega, da bi zardeval zraven, pač uporabi sintagmo, kot so dobre, pozitivne evropske vrednote, za katere se je vredno boriti. Mislim, da je dejansko obstaja neko to praviš, sobivanje tisti hip, ko je možno in je aktualno, je največji problem, ker mislim, da tukaj se pa ujamajo pač desnica tukaj, oziroma vsa, rekla, liberalna desnica in seveda tako vsi te imenovani islamski radikalni fundamentalisti in tako v tem, da je vse to voda na njihov mlin. Marine Le Pen je tudi odpirala šampance tisti hip, ko se je to dogajalo. Vse je evidentno, da je interes, mislim, ko se to nekaj dogaja, bodo vsi jokali, ampak strateški cilj, ki ga vidijo pred sabo, pa ni lepšega, kot da se nekaj takega zgodi. Tisti hip lahko vso svojo agendo pač probajo sprovesti, združiti pod nekim praporom solidarnosti, konsolidirati vse ljudi in to je to, kaj češ lepšega. Skratka, prav temu konsenzu in temu paktu, ki v bistvu korakata v roko z roki, nek ta zahodno-liberalni anything goes, pa vendarle desničarski kapitalizem, pa pač oni, ki so seveda se ne morejo, ampak krati so pa popolnoma dve plati istega obraza. No? In to bi mogla biti tarča naslednjega terorističnega. To je v resnici zelo banalna praksa. Še jaz sem v živo spremljal v Izraelu, ko je Hamas miniral mirovne sporazume iz Osla in Šimona Peresa. In Hamas je skrajno desna konservativna politična organizacija, PLO od Jaserja Arafata je bila bolj ali manj socialistična, leva, laična, rečemo vsaj to. In sklenila je mir z Icakom Rabinom in njegovo laboristično stranko, ki je bila isto, leva, laična politična sila. In Hamas, ki je bil pač desno-konservativna sila, seveda ni hotel miru, zato ker tudi minimalna možnost nekakšnega obstoja palestinske države je pomenila konec militantne politične ideologije, ki temelji na Bogu in izgubo političnega zaledja med svojimi. In so šli, so rekel, metali en avtobus za drugi. Jaz nisem pisal drugega, o tem, kako gre avtobusi v zrak in Mahana Jehuda, to je ena tržnica sefardijevska Jeruzalemu in o tem, kaj napadajo med predvolilno kampanjo, zato, da so popolnoma diskreditirali mirovno retoriko od Šimona Peresa, ki je pač danes umrl in grede. Sicer ni tako zelo resno mislil z mirom, kot je govoril, ampak vseeno je pač speljal en politični projekt, ki je imel validnost. Ampak to je, tam si lahko zelo jasno narisal zemljevid, zakaj se kaj dogaja, zakaj je potem Peres ukazal napad na Libanon. In imel si razvidno politično logiko. In to isto po moje lahko narediš pri zdajšnjih napadih. Razen pri tem v New Yorku, če sem prav razumel, da je nastavil bombo na 32. cesto, ki nikjer drugje na Manhattanu ni najdel parkirišča. Mislim, da rekel je. Ampak ta ni bil posebno bister, zato ker je tudi svoj mobilni telefon na bombo nastavil, tako da potem, ko ni eksplodirala, so policaji najdli njegove selfije na telefonu in so pač razposlali drugim pač njegove fotografije paste, až milijon SMS-ov z njegovo sliko so poslali paste, če vidite tega človeka, ta je terorist. A veš, to, da je terorist neumen, to ne gre skup z nekim velikim dizajnom zauzemanja sveta. Ampak hkrati se mi zdi, da je zemljevid, mislim, da se da nekako razvozlati logiko prav na tem. A veš, oni res napadajo krščanske temelje Evrope. Veš, to je toleranca, ta ideja, da vera v Boga ali pa v kar druge je precej relevantna, v skepticizem, to nenehno samo izpraševanje, to ideja, da človek bi rad bil dober kristjan, ampak največ, kar zmore, je to, da je slab ateist in bolj še s tem živi pod tem dvomom. Skratka, to je tisto, kar je neznosno za vsakega, ki resno misli, da ima izpisane direktive
v nekem katekizmu. Ne. To je, in preko tega vprašuješ, kdo je Tarča. Sem rekel, Tarča je to jaz. Je ravno ta ideja, ne, veš, da razlike niso tako sveto resna stvar, da jih ne bi bilo mogoče ignorirati. Ne. In tam, kjer imaš primere relativno spodobnega sobivanja, tam se moraš bati, ne tam, kjer so napetosti. Tam, kjer so meje. To je že vse, tako kot mora biti. Ja. Ja, sej, to nas na nek način vrne k temu. Zakaj je bil Charlie Hebdo Tarča? Ne? Na nek način, ne, pač, da se rekel, ne, materialna inštitucija tega. Ne. Je pa vprašanje, ne, je to danes dosti močno, ne, je taka inštitucija danes dosti močna, da se lahko, ne, pač postavi temu, kar se dogaja. Ne. Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste prišli na predstavitev te odlične knjige Katarza, ki res se mi zdi, no, da da nek pogled na terorizem, ne, ki ga, ne vem, novinarski pisuni mogoče še niso do zdaj izpostavili v Sloveniji. Ne. Se pravi, imate neko res originalen nov pogled in zato hvala založbi Vige Vage knjige, ki se projekta lotila, prevajalki Kati Šoponič, osebi, ki je naredila postavitev in črkopis, kar je zelo važno, ne, pri stripovskih prevodih, Kaji Auberšek. Kaj so mi še rekli, da moram povedati? Da je ta dogodek današnji uvod v Stripolis Fest, ki se začenja, mogoče bo kdo še iz založbe to želel še posebej razložiti. Hvala tudi knjigarni Azil, ki je omogočila ta dogodek in še enkrat, ne, pač knjigo lahko danes z izrednim popustom kupite v knjigarni. Hvala gostoma.